Veš ti je koji kurac, može prstom, ovo je plastika. Vse to je plastika. Javljam se z malo slabšo novico. Aha, ok, ja lahko probamo. Vidva sva redi, ne? Ali kaj? Kuhaj te bil. Matale, kje me to fura, zdaj če en nasprot prišel. Črna Gora, tudi ena nova država, ne? Vsaj zame. Je to zame? Tudi zate. Boriš. Wow. Oooo. Kaj ste mi Črnogorci? Ne vem, zgleda, da edini film, ki jim ga predvajajo, je Hitri in drzni. Ful prehitevajo skozi škarice. Komod bi mi en prodal, da je tole tudi Norveška, ker je zelo tako fjordasto in tale morje in to. Tako iz morja gor te pečine. Sva si pa kravžala možgane, od kje imajo Črnogorci evre, če niso v Evropski uniji. In sva se pozanimala. Njihov dinar, inflacija že čist delala in je bil praktično brez vrednosti in so pol z nekim dogovorjem z Nemci so prevzeli njihove nemške marke. V začetku 2000, ko so prevzeli evro, so v bistvu pol tudi oni dobili evro, tako, ja. No, zdaj veste tudi vi. Ja. Bosni mi je bilo zelo všeč, ker je zelo ugodna. Čeprav sem pričakoval, da bo mogoče še bolj ugodna. Naprimer, da na bencinski dobiš sok za 80 centov ali pa pivo za 1 evro. Medtem ko Črna Gora se mi zdi, da ima zelo slovenske cene. Ja, predvsej to me kar presenetilo. V bistvu ni sploh nič bilo ceneje, kakor v Ljubljani. Zakaj bi bil Črnogorec rad podoben kači? Ker kača lahko leži, pa vseeno gre. Ustavila se v enem verjetno lepših črnogorskih mest, Kotor, tik ob vodi. Še. Zakaj je Črnogorec ubil polža? Ker mu je že 3 dni sledil. Veš ti je koji kurac, može prstom. Nema mjesta, ne moga ti, ovo je plastika. Vse to je plastika. Pa ne može tirat prstom ako može, ako ne može, parkira se tamo. Viš, da bi se zbasati v Bovca? Ja, težko, ampak bi šlo. Jaz se jih še spomnim, ko sem bila v Ljubljani. Včasih je bilo tega ful, zdaj pa res ni več omenja. Noro, koliko je pa turistov. Mislim, huj ka Dubrovnik se mi zdi zdajle. Čak da not vidimo. Karkoli bi rad posnel, sploh ne moram posneti, ker je povsod toliko ljudi, da mi kvarijo kader. Za 5 evrov malo. Aha, okej. Zato pitam, volite li slane, da vam ne stavljam njih? Volite li bez košpice? Da. Kupila sem za 5 evrov oliv, pa bo gospa tak miks naredila. Mislim, da je že več kot očitno, da sem zrel za muško šišanje, da se postrižem. In sem že to vprašal, kje misli, da bo najcenej na najni poti, ne? In je rekel, absolutno, definitivno Kosovo. Pot do Kosova sva pa začrtala čez hribe, tako da bova malo združila prijetno s koristnim in bova šle malo tlele dala na off-road program in se uspela gor na 1800 metrov in tam bova pol ubrala tudi neko taborniško večerjo. Tako da je zdaj naslednja naloga, da že najde drva nekje ob cesti. Mislim, da tlele na obrobju Podgorice ne bo to težava, ker sem videl, da ima kar dosti ljudi drva od spredi. Ja, in mogu kupiti za 5 evra, samo jednu kesu trebam. Ajde, uzmi.
Stvarno? Hvala vam. Valja, da so prvi krompir, ne? Ja, hvala. O, super. Odlično. Odlično, to je to, evo. Čekaj, da napunimo, stani. Imaš još što da napunim? A ne, dovoljno je, hvala vam. Top. Dosti. Dovoljno je, hvala Dobro, gospodine. Evo, izvolite. Puno vam hvala. Zdravo bili. Zelo lepa drva, taka bukova. Tam je kazali po slikah, da je bolj tema s temi drevesi. A res? Nič Ja. ne raste. Bolj skalovje, kot da so se pripravila. Better safe than sorry, ne? Tako, če pa kaj najdeva na poti, pa sam bonus. Pele gor, bo nekako šlo, pa bo mogel pa tako zapeljati, da dol nam zdrsnu. Tam se mi zdi pa, da je že kar dosti ravno. Bolano. Bravo. 5-1 meter naprej, pa je to to. Mislim, to bi mogli nama računati, tako je lepo. Ja, točno to. Dobro naj je pripeljal. Kva dela pleško, o? Kva dela pleško, pa kva dela tam razklele. Oblece. Imam tako fajn mikrofon, da se najbrž nič ne sliši, da piha, ampak ga brije okoli ušes. Spalne vreče imamo itak že noter. Vse imamo prištiman. Tako da v bistvu se sam misto postava stolčke, pa je za kuram in je to. Sam tako lukan sem naredil, ker če bo odprla, bo imela ta olje jutri po celem avtu. Glih to, da par kapelj zadobiva. Pa so vzela neke debele base, pa tanke base. So imela pa ta bukova drva, pa je nekaj cajta trajalo, da se zdaj segrel. Zdaj pa konkretno toplo klele okoli. Nimam nobene bazalke, tako da kar s temle polenom tole žerjavco ven zbezal.
Prid, da ti ta gadget pokažem zdaj. Pa je bila noč kar lepo, zelo mirna, a? Ja, zelo, pod noč je tudi nehal pihati, tako da je bilo kar fino. Fino, fajn. Pa tudi ni bilo nič mraz, razen neki vrabci so se drli. Banda pritlikova. Vidim, da mava tele se nama že dogaja, ali kaj? Fajn piškoti domači. Kar na miš imaš, a? Ja, ško zelo lušten. Okus po domu. Okus po domu, ja. Tole je pa za ljaske ta gadget filter, ki ga daš takole gor. Ja. Pa kavo čez liješ, ne? In ti ves zoc gor ostane. Ti, to je pa res praktičen. Ja, a ni fajn. A, Za daj, večkratno nehaj. uporabo. Sicer sem ga že malo uničil, dal sem ga priblizu ognju, pa je ena nogica šla. Tako da drugače imel 3, zdaj imam samo še 2. Cap, pa imaš kavico. Jaj, zezaš. Ja, mimogrede, že je bil tako rekoč včeraj še na Ljaski, ne? Praktično, ja. A boš malo povedal, kaj šel kaj delati? Kaj si iskal tam? Ja, malo sem kolesaril. Malo na jugu, malo na severu, fletanje. Ja, praktično čez celo Ljasko, pa pol še čez Kanado do Amerike. Tako. On pa en prijatelj. Zdaj mi pa ti povej, če ni to Kaj, odbita pot. Ti posluš, pa bomo kaj videli s tem, kakšne posnetke? ali nič? GoPro sem imel s sabo, samo zdaj se treba to lotati. Ne? Pa nekaj smo že nadrli, da sem imel slabo kvaliteto posnetkov. Kaj neki bitrate nisem imel dobro. Ja, imel sem na Medium, ne na High. Ja, lej, malo bom pogledal, kaj se da narediti. Ja, zdravje Tatjana. Živeli. Jaz bi to že včeraj naredil, ampak se nam je včeraj tako modil čim prej gor prideti, da se ukampirava. Zelo je pomembno, da ko plezaš po skalah in drugem terenu, spustiš pritisk v gumah in to bomo zdaj naredili. Midva sva zelo pripravljena, ker imava s sabo še celo pumpico, ki bova pa lahko tudi napolnila, če nova prišla dosti hitro do bencinske. Zdajle je nekaj 2, 3. Zdaj pa če malo spuščava. Bi za začetek na 1,8, pa pa videla, kako se pozna. Da bo vožnja bolj udobna. Se pravi, če je guma malo bolj spuščena, ima večjo optimalno površino in ima zato veliko boljši oprijem, pa tudi ni tako rukajoča se vožnja. 2. Lahko pa še eno finto povem, da vedno mora biti avto na ravni površini, vodoravno, pa mora biti v senci hladen avto, ker že če imaš ene gume na soncu, ene pa na senci, je lahko drugačen pritisk. 1,8. Zna se tole, ko smo spustila pritisk. Ja, no, mora, ker tako leze čez te kamne, da imaš en puding namesto gum. Gume pa lahko v najbolj zahtevnih pogojih spustiš tudi pod 1 bar. Mi imamo zdaj na 1,8 in mislim, da za te potrebe kar zadošča. Če pa kaj hujš, bova šla pa na 1,5. Čist drugo doživetje, da greš klele čez te hribe, ker če bi se po cestah vozila. Adventure. Ja, pa res je lepo, ne. Dvignili so se gor v hribe in je tako res, v 1 uri so se spremenili tudi najna razpoloženje, ker vzhičena sva ratala takoj, pa res je bilo pa tako malo, a to je to. So I rode my body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty as the sunny side cutie. Oh Lord, hear the
body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Javljam se z malo slabšo novico. Midva sva dol, ko sva bila pri jezeru, so se pol začela gor dvigovati, spenjati po tem hribu in dobro naju premetavali, ker je bila pot kar razrita. In sem jaz kar naenkrat začutil, da vedno lažje stiskam bremze, ker jo pač lahko do konca pohodim. In zdaj sva hvala Bogu vsaj na vrhu, ampak še vedno morava dol prijeti. Ja, čisto šla celka, prav na pol, ne da je malo počela, prav strgala se. Te dve bi mogla biti takole skup, pa nista. In zdaj ven teče to vse. Prav preklali smo jih. Pismo, ja, ta je pa tudi taka objemka, da ne moreš. Sem mislil, da bi jo skrajšal pa pol, dal to klele noter, ampak je to prav taka neka kovinska objemka, tako da ne šlo to. Ne vem pa, kako nam je to vratali. Po komovcih mi teče. Zdaj sreča v nesreči je, da je tukaj zraven tako ena vas. Jaz mislim, da po pravilu ne bo bilo drago, zato ker je 20 cm cevke. Ja. Ole bo treba not naliti. Smo pa, kva, 30 km od civilizacije. Ja, ne vem, če bo danes Kosovo videla. Če sem lahko danes ostrigel. Ne vem pa, kako zdaj spraviti avto v dolino, ali kako mehankarja gor pripeljati, kako se to zdaj to naredi. Ja, da vem, upam, da bo klele, te domačini se vsak dan vozijo po tej cesti, bo že vedeli, kako se naredi. Meni se zdi, da najbolj enostavna rešitev je, da se poslika zadevo, vzameva mušter te cevke, odreževa, greva z enim dol in enega mehankarja pač se ga plača, da prije sem gor to zamenjati. Najbolj. Je pa sobota, tako da upam, da do nedelje, da ne bova imela kle tega avta, ker imava kar veliko vrednih stvari, pa jih ne bi kle puščal v hribih. Kako ste? Pa ne, bilo je bolje. Bilo je bolje. Ovo cev za ulje smo bušili. On zna, ja ne znam bez srpski. For the brakes. For the brakes. Tri odkočnica su, im je puklo. Od kočnica. Srijevo imamo drugo, ne, odakle se od kočnica. Koliko je do civilizacije dole? Dole do... 40 km. 40, a? Evo, kreni pa žica. Drat. Eto. Nekaj. Ajde, da bi dal not, pa na on stran. Sam je preoska, je pa tu čiste trda cev ta. Če bi bila una gumijasta, da bi se razširila, bi šlo, tako pa ne šlo. Aha, ok, ja lahko probava. Ja, in to daš kaj, cel daš sem gor in kaj pa bolj? to, pa na on stran pa to, ko je podaljšaš, veš. Odlično. A, voda. domače. Domaće. O, hvala. Malo kakšna tanjša cev, pismo. Kaj cel? Predebelo je. A ne gre not? Ne. Pa šta ni gumijasta cev, ampak neka... Naušla. Se po moje debeline ista kao une ostale, sam objem ko vrabo okol, ne, da bi gorjo naskočil. Slovenija. Slovenija! Ja. Ne ide. Aha, saj šrauf, da noter ga daš, Okay. da neha. Na točak. Je li crijevo ili cijev? Cijev. Ne može, nego neka da se mu šaraf da zašarafi, da isključi taj točak i... Naš Abendziger. A, še žičkoš da okoli, da veste. Evo ga. O, bravo, že.
Zdaj pa žičko še okoli za šalko. Ja, za tega. da bo fajn dihta. Pazite, da ne boš preveč, da ne boš odtrgujo. Ste završili? Pa jesmo. Nekako, a? Nekako smo. Uj, mrzla. Je, izvirska. Planinska. Evo čapuj. Hvala. Top, sve so dobile. Ovo ja koristim Za kočnice. UK4. A, Za kočnice. za kočnice, odlično. Pa da dodamo. Ajde. Novo mesto. Novo mesto. Gdje ti je? Ne znam, ne, to je za volan. Ne. Ne, to. Aparat za kočenje. Ovo ti je glavni kočeni cilindar. To. Okej. To. Evo ti, vić, cijevi. Top. Razvijem se zadnji kuha. Upali ga. Izbačka iz brzine, upali ga. Pali. Pomjeri se. Pomjeri se. Dobro. Sve okej. Da? Okej. U Podgoricu. Da. Kod majstora, da gledaj, ovoliku cijev i prespoji. Ili kupiš drugo crijevo. Da. Odavde, vidiš? Da, vidim. Evo ga tu. Od tu do tu. Majstore, hvala vam. Zdaj se naj pa povabili noter, da proslavimo. Majstori so nam spasili život. Domaća moja. Vaša domača. Jeli, koji je motor u njega? Koji motor? Dizel, benzinac? Dizel. Grand Cherokee ili kako je to? Ne, Wrangler. Wrangler. Wrangler je to. Hoćete li kafu? Pa ne, dobro, hvala vam. Hvala vam. Hvala vam puno. Pivo. Već smo vam napravili problema. Niste, zašto? A iz kojeg ste mjesta iz Slovenije? Ljubljana. Cijev sa točka ide ovako. I tu je spoj crijevo. Iz 99%. Vješanje nije popuštalo, gleda sam ja sad sve. Ne vješanje, nego je kako je mu je potonuo točak. Krš mu je okinuo crijevo. Jer, znaš koliko bješe dugačko slobo? Fabrički dug, ovoliko bješe. Znaš kakav luk pravi mu crijevo? Da. Sad da ima pače cijevi. Vjerovatno. Da ga prespoji. A ne, izbio bi ga pritisak. Kako bi ga izbio? Ajde, sprda se. Ja se bojim da, ali nema mnogo pritiska. Nema tu malo Saraf. crijevo. To je mali pritisak, ljudi, to je vrlo mali pritisak za nikolik pritisak. Pritisak je meni na kamiona, no ovo nema pritiska. To je tanka cijev, tu nema pritiska, Vesko. Znači, koliko njemu treba da on gurne pločicu. Nikoliko. I to nije rakije, nego je... Jeste. Loza grožđa. Preko 50 stepeni je to. Na zdravje. Zdrave. Živjeli. Živjeli. Hvala vam puno. Ja, ne vice, ne, da živijo oni s temi avti, ne. Tako da so takoj imeli rešitev za vse probleme. Olje so imeli sabo za bremze, kar midva niso imela, ne. To je tudi ena stvar. Ja, ampak a ti veš, kakšna sreča, da sva midva do sem gor prišla, kva bi bilo, če bi 5 km od spodaj vstala, ali pa če bi se midva že dol zapeljala. To, da se ti pa zgodi to v hribih, je pa po moje najslabša situacija, ker moraš sam še dol, pa brez brems. Ja. Hitro se lahko konča klavrno. Ja, se tudi zdaj mora paziti, da se ne konča klavrno in to pomeni, da bom skozi vozil prvi z reduktorjem, kar pa je tako, da bi imel še manj od prve in greš res počas. Pa 3 bremze mava, pa vesel sem, da mava ročno še nazajlo, ker če imaš elektronsko ročno, to ni ročna, zdaj ne bi nič pomagala. Ampak so majstri klede probati bremzo, pa pravi, da ne bi bilo vse v redu. Še vedno je pa tudi dosti pritiska, kad ti bremzaš, pa po klancu nadol zelo veliko bremzaš, tako da res upam, da bom šrauf uvid z žico držal, ja. Bo, so dali dvojno žico. Pa bom šrauf je res šel težko not, pa sem ga do konca zašraufil, tako da mogel bino. Ja, molva, da prideva dol do civilizacije, pa čim prej do enega mehanika. Ker takole se nočem voziti. Do prvega mesta imamo klele koliko 40 km. Ni mal. Pa bomo pa zrihtali tole. Je pa dobra stran tega, da je cevka po moje bolj kot ne univerzalna, pa ni tak strošek spet to popraviti. Pa da vidimo, kaj naj čaka.
Tam gor pet, ja, pa desno. Tukaj po mojem. Ja, ja.